Alenka Žumbar-Klavčič, sem avtorica knjige Pi zadnji polarni medvedek. V bistvu ta knjiga je nazadnje izdana eko-knjiga. Gre v bistvu za knjigo izdano na reciklirnem papirju, ki nosi močno okoljsko sporočilo. To potrjujejo tudi spremne besede. Spremne besede so namreč pripravili Evropska komisarka za podnebne spremembe, bivši sekretar Okvirne konvencije za podnebne spremembe pri Združenih narodih in pa dr. Romana Jordan-Cizelj, evropska poslanka oziroma slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, ki sedi poleg mene, lepo pozdravljena. Moram pa to priložnost izkoristiti tudi zato, da se gospe Romani zahvalim, ker je knjigo tudi mecensko podprla. In v bistvu je tudi zato knjiga išla lahko v slovenskem jeziku. Hvala lepa in dober dan tudi z moje strani. Najprej bi želela iskreno čestitati gospe Alenki Žumbar za izdajo tele knjige, ki ni samo privlačna na pogled, ampak vam lahko zagotovim, da je tudi zelo zanimiva za branje. Knjiga zelo spretno odslikava sedanji problem, ki je resen, nas opozarja na to, pušča svojo sled, da še potem razmišljamo o teh stvarih, ki se v knjigi dogajajo, hkrati pa daje tudi tisti prostor za upanje in pravzaprav zelo lepo sporoča, da smo sami, da je ta prihodnost odvisna od nas sami. Če bomo ukrepali, bomo pač optimistična, bo boljša, kot če ne bomo ukrepali. In to mi je bilo res zelo všeč, ko sem to brala. Zdaj se je pa moje delo, ki je povezano s podnebnimi spremembami, začelo resno takrat, ko se je tudi evropska politika začela resno ukvarjati prav s podnebnimi spremembami. Nekje prej sem že spremljala, kaj se na tem področju dogaja, kot je spremljala to delo tudi politika. Ampak mejnik je bil pa vendarle leta 2007. To je takrat, ko je bilo pripravljeno poročilo medvladnega kluba strokovnjakov pod okriljem Združenih narodov, kjer so uspeli najti konsens, ki je bil tako močen, da ga je lahko politika uporabljala za svoje nadaljno delo. Moram kar iskreno povedati, da seveda ne vsa politika, da to ni bilo nekaj, kjer bi rekli politiki, aha, zdaj pa stroka nam povedala, kaj in kako je treba ukrepati. So bile kar, bom rekel, velikokrat ostre razprave o tem, ali imamo dovolj dobro podlago za ukrepanje ali ne, tako da stvar ni bila tako enostavna, kot bi morda na prvi pogled izgledalo. Se meni zdi, da je bil takrat prav mejnik je to, da smo bili upozorjeni, da zdaj pa ni več to globalno segrevanje ena stvar, ki je moderna, ampak da je to resen problem, ki se ga je treba tudi resno lotiti. Zdaj, jaz to vidim kot velik izziv zaradi tega, ker je treba povsem spremeniti logiko razmišljanja, če hočemo biti uspešni. Pri teh akcijah ne moramo računati na to, da bo deloval trg, pa da bo deloval profit kot neko gonilo ukrepanja, ampak se mora spremeniti v naših glavah razmišljanje, da bomo znali vrednotiti tudi okolje kot tako in kvaliteto življenja, ki ni odvisna samo od denarja, ki ga imamo pri sebi, ampak tudi od tega, v kakšnih okoliščinah živimo, v kakšnem okolju živimo. Pa še nekaj se mi zdi, da se bo moralo bistveno spremeniti načelo solidarnosti, ker zdaj smo pač nekako tako razumemo, da v redu, usoda nam je pač mila, živimo v razvitem delu sveta, pa opravimo svojo nalogo, če damo nekaj denarja za razvoj tistih manj razvitih področij, ampak zdaj s temi podnebnimi spremembami se mi pa zdi, da se vnaša pa še ena nova komponenta v ta pogled, v samo solidarnost, v etičnost našega obnašanja samo, ne od tega, da smo pripravljali z naše mize dati kakšno drobtinico za manj razvite, ampak da moramo dejansko spremeniti način obnašanja, če želimo omejiti višanje globalne temperature, za katero pa vemo, da če se bo to višanje zgodilo, oziroma se že dogaja, ampak da bodo imeli največje posledice prav tisti, ki so sicer tudi najbolj ranljivi in bodo tudi se najtežje na podnebne spremembe prilagodili.
v Evropskem parlamentu sem v politiko oblikovanja podnebnih sprememb, kot sem rekla, vključena intenzivno od leta 2007, ko smo ustanovili tudi poseben odbor za podnebne spremembe. Zdaj v tem mandatu pa to poteka kot delo dveh odborov, odbora za okolje in odbora, ki je pristojen za industrijo, energetiko, raziskave in sem članica v obeh in to dvoje zelo lepo povezujem in se tudi udeležujem mednarodnih pogajanj. Meni se je zdelo, da v Kopenhagnu je bilo vse, preden se je sploh začela pogajanja, je bila neka ihta, neka pričakovanja, za katera smo pravzaprav vsi vedeli, da se ne morejo uresničiti in da je bilo preveč tega naboja, ki je pričakoval od politike nerealne rešitve, da se morda niso uspeli zmeniti še niti tega, kar bi se sicer lahko, če bi bil pritisk bolj realen. Kljub temu sem že takrat komentirala, da je bil takrat vendarle dogovorjen in z številnih strani držav tudi podpisan kopenhagenški dogovor, ki načeloma ni bil slab, je vendarle dajal neko podlago za naprej in po tistem dogovoru je tudi ogromno držav bilo, ki so sporočile, kako nameravajo, kako so pripravljene znižati svoje izpuste toplogrednih plinov. No, v Cancunu je bila pa situacija drugačna, to je bilo pa od decembra leta 2010, se pravi še ni dolgo tega. Tam pa mislim, da so bila pa pričakovanja nasprotno, pa zelo nizka, precej nižja od tega, kar je bilo dejansko možno doseči, tako da smo nekako prenihavali pri teh pričakovanjih in da smo bili potem vsi zelo zadovoljni z dogovorom, ki je bil na koncu sprejet, ker mislim, da je vsebinsko zelo dober. Je pa že skrajni čas bil za to, ker nas mednarodna stroka, raziskovalci, znanstveniki opozarjajo, da moramo začeti ukrepati. Moramo se pa priznati, da Cancunški dogovor še vendarle ni ukrep, niso ukrepi, ampak je dogovor o tem, kateri inštrumenti in mehanizmi morajo biti vzpostavljeni, da bomo lahko ukrepali. Se meni zdi izredno pomembno obveščanje javnosti, osveščanje javnosti, predvsem tudi izobraževanje otrok v tem smislu, da razumejo, da na tem svetu niso sami. To se mi zdi sicer tudi nasploh zelo potrebno, ne samo zaradi podnebnih sprememb, kajti v tej družbi vemo, da imamo tipično na družino malo otrok, da jih imamo radi in če imaš nekoga rad, mu daš vse, kar mu lahko daš. In se mi zdi, da potem jim ta komponenta soodgovornosti kar včasih manjka in je prav, da imamo kakšno tako knjigo ali nekaj takega, s čimer se lahko potem z otroci pogovarjamo tudi o tej naši medsebojni odgovornosti. In Alenka, jaz vam želim, da boste z delom nadaljevala in da nas boste še razveselila z kakšnim takšnim projektom.